V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami In s tvojim duhom. Dobro večer, lepo pozdravljeni v tej sveti maši. Danes je petek, smo v 3. postnem tednu. Ob koncu še enega dneva se zbiramo okrog oltarne mize, da se Bogu zahvalimo za vse, kar nam je bilo dano v današnjem dnevu, doživeti, preživeti, izkusiti, da obudimo v sebi to zavest, da je Bog tisti, ki je vsemogočen, da je Bog tisti, ki mu ni enakega tudi v ljubezni do nas, da je On tisti, ki je mogočen, da je On tisti, ki v svoji vsemogočnosti v našem življenju dela čudeže, dela vse tisto, kar je potrebno za to, da smo lahko ne samo živi, ampak da je naše življenje lahko tudi polno. Da je On tisti, ki je edini resnični Bog. Kar je bilo v našem današnjem dnevu nepopolnega z naše strani, kar je bilo grešnega v mislih, besedah in dejanju, to na začetku te svete maše tudi priznajmo, izpovejmo, obudimo kesanje in vse to položimo pred Jezusa, pred njegove noge, da bo lahko vse to skupaj s telesom in kruhom posvetil, spremenil in iz tega gradil svoje življenje, svoje kraljestvo. Vsemogočnemu Bogu In vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, nebeški Oče, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Dobri Bog, prenovi naše srca s svojo milostjo, da se bomo vedno varovali človeških zablod in se bomo oklepali tvojih zapovedi. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Pa prisluhnimo Božji besedi. Prvo berilo je iz knjige preroka Ozeja. To govori Gospod. Izrael, vrni se k Gospodu svojemu Bogu, zakaj po svoji krivdi si padel. Vzemite besede s seboj in vrnite se k Gospodu ter mu recite, odpusti vso pregreho in vzemi za dobro, da ti darujemo sad svojih ustnic. Asur nas ne bo rešil. Ne bomo več sedli na konja in tega, kar so izdelale naše roke, ne bomo več imenovali naš Bog. Zakaj pri tebi najde sirota sočutje. Ozdravil bom njih zablodov, rad jih bom ljubil, zakaj moja jeza se je od njih odvrnila. Kakor rosa bom Izraelu, cvetel bo kakor lilija, pognal bo korenine kakor na Libanonu. Njegove veje se bodo široko razprostirale, veličasten bo kakor oljka in njegov vonj bo kakor vonj kadila. Vrnili se bodo in sedli bodo pod mojo senco, zopet bodo pridelovali pšenico in gojili vinsko trto. Nje vino bo slovelo kot libanonsko. Kaj ima Efraim še skupnega z Maliki? Kaznoval sem ga, na to sem ga usrečil. Jaz sem kakor zelena cipresa. Iz mene izhaja sad, ki je na njem. Kdor je moder, bo to razumel. Kdor je razumen, bo spoznal, da so Gospodova pot ravna. Pravični hodijo po njih, grešniki pa na njih padejo. To je Kristusovo evangelij. Hvala tebi, Kristus. Naš Bog govori, poslušajte me. Naš Bog govori, poslušajte me. Slišal sem jezik, ki ga nisem poznal,
njegove rane sem oprostil bremena, njegove roke so odložile košaro, v stiski si klical in sem te rešil. Naš Bog govori, poslušajte me. Iz grmečega oblaka sem ti odgovoril, pri vodi v puščavi sem te preizkušal, moje ljudstvo sliši, opominjal te bom, Izrael, da bi me vendar poslušal. Naš Bog govori, poslušajte me. Naj ne bo pri tebi drugega Boga, ne moli tujega Boga, jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele. Naš Bog govori, poslušajte me. O, da bi me moje ljudstvo poslušalo, da bi Izrael hodil po mojih potih, hranil bi ga z najboljšo pšenico, nasičeval bi ga z medom iz skale. Naš Bog govori, poslušajte me. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, vsak, kdor vam veruje, ima večno življenje. Gospod, z vami In s tvojim duhom. iz svetega evangelija po Marku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je k Jezusu pristopil neki pismuk in ga vprašal, katera je prva med vsemi zapovedmi. Jezus mu je odgovoril, prva zapoved med vsemi je, poslušaj Izrael, Gospod je naš Bog, edini Gospod. Ljubi torej Gospoda svojega Boga z vsem srcem in z vso dušo in z vsem mišljenjem in z vso močjo. To je prva zapoved. Druga je njej enaka. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh ni nobena druga zapoved. Pismouk pa mu je rekel, dobro učenik, prav si rekel, da je Bog edini in ni drugega razen njega. In da je ljubiti njega z vsem srcem in vsem mišljenjem in vso dušo in vso močjo, ter ljubiti bližnjega kakor sam sebe, več kakor vse žgane in druge daritve. Videč, da je razumno odgovoril, mu je Jezus rekel, nisi daleč od Božjega kraljestva. In nihče si ga ni upal še kaj vprašati. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ena misel v današnji Božji besedi. Vprašanje, katera je največja zapoved, se nam ponavlja vedno znova. Odgovor na to vprašanje poznamo. Pozna ga tudi pismouk, ki razumno pokomentira Jezusov odgovor. Pismouk dobi v odgovor Jezusove besede, nisi daleč od Božjega kraljestva. Kaj pismouku manjka, ko vendar ve, da je tisto, kar človeka uresniči, tisto, kar človeka izpolni, ljubezen. Ljubezen, ki jo dobimo pri Bogu, ljubezen, ki prihaja od Boga, ki je na nek način hkrati oče in mati, ki nam daje to ljubezen po eni strani, ki nas vzgaja, in po drugi strani, ki nas vedno brezpogojno sprejema in podpira. Kaj manjka temu pismouku? Manjka mu ta spomin, ki je pri Izraelcih drugače izrazit, namreč, da je Bog ženin svojega ljudstva, ki je njegova nevesta. Da Bog kot ženin vstopa v ta odnos s svojim ljudstvom, z vsakim od nas, kot tisti, ki želi odgovor. Tako kot ženin želi nevestin odgovor, tako Bog želi naš odgovor. Ne samo, da Boga prepoznamo kot nekoga, ki nam ljubezen daje, ampak da ga prepoznamo tudi kot nekoga, ki nas išče, ki nas vedno znova vabi, da mu to ljubezen začnemo vračati. Pismouku manjka to, da v Jezusu prepozna tega Boga, ki prihaja med nas, da nas ljubi, ki nam vedno znova svojo ljubezen izpoveduje, ki jo bo izpovedoval vse svoje življenje do smrti na križu. Vse to ni nič drugega kot Jezusova izpoved ljubezni do nas.
zato, da bi jo nekoč prepoznali, da bi nekoč na njo odgovorili. Naj nam ta postni čas pomaga prepoznavati v Jezusu tistega Boga, ki prihaja v našo sredo kot ženin, ki ljubi, ampak ki čaka, ki hrpeni po tem, da mu bomo ljubezen vrnili. Drage sestre in bratje, Jezus nam v Božji besedi razodeva, da je prihod kraljestva odvisen od Božje pomoči in naše pripravljenosti zanj. Z živo vero ga prosimo. V srcu nosimo hrepenenje po Božjem, naj nas tako prevzame, da bomo ljubili Boga z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem. Prosimo, da usliši nas. Ohranjaj nas v Božji ljubezni, da nas maliki tega sveta ne bodo oddaljili od tebe, pravega in živega Boga. Prosimo, da usliši nas. Razsvetljuj naš razum, da bomo znali v vidnem in odobljivem svetu odkrivati tvojo podobo in slediti evangeliju. Prosimo, da usliši nas. Z daritvijo na križu si se daroval za nas. Naj se v moči te ljubezni tudi mi darujemo za svoje bližnje. Prosimo, da usliši nas. Prosimo te za vse, ki so izgubili življenje v prometnih nesrečah, po svojem usmiljenju in podeli večno življenje. Prosimo, da usliši nas. Dobri Jezus, pomagaj nam, da bomo tudi mi doživljali Boga kot očeta, ljudi pa kot svoje brate in sestre, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvala Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebe ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok. Naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Vsemosti tega vina in te vode ne postanem deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvala Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebe ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok. Naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Sprejmi nas pri njih, izkasaj Gospod, in te uvedani se naše verite. Izmi, Gospod, moje krilo in očisti me moj greh. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno večerno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, poglej dobrotno na darove, ki bodo posvečeni. Tebi naj bodo prijetni, nam pa v odrešenju. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami in s svojim duhom. kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokoro. S tem krotiš našo sebičnost in odpiraš srce za stisko bližnjega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Zato te z vsemi angeli poveličujemo, hvalimo in z njimi skupaj kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Gospod Bog, zares si svet in dober do nas vseh. Vsem ljudem deliš svoje dobrote.
Zahvaljujemo se ti predvsem za Jezusa Kristusa, tvojega sina. Prišel je na svet, ker so ljudje zapustili tebe in med seboj niso več enih misli in enega srca. Odprl nam je oči in srce, da bi drug o drugem gledali brate in sestre, v tebi pa našega skupnega očeta. Sedaj nas je Jezus zbral okoli iste mize in želi, da bi tudi mi storili to, kar je on storil pri zadnji večeri. Predobri Oče, po svojem duhu posveti te darove kruha in vina, da se spremenijo v telo in kri tvojega sina Jezusa Kristusa. Tisti večer, preden je za nas dal svoje življenje in je zadnjikrat sedel pri mizi s svojimi učenci, je vzel v roke kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere. Reši nas odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, zato smo sedaj zbrani tu pred teboj, da se veseli spominjamo vsega, kar je storil Jezus, da bi nas odrešil. S to sveto daritvijo, ki jo je sam izročil svoji cerkvi, se spominjamo njegove smrti in vstajenja. Nebeški Oče, prosimo te, sprejmi tudi nas skupaj s svojim ljubljenim sinom. Prostovoljno je šel za nas v smrt, ti pa si ga obudil od mrtvih. Jezus sedaj živi pri tebi in vendar je vedno tudi med nami. Ob koncu sveta pa bo prišel v slavi in v njegovem kraljestvu ne bo nihče več trpel, nihče več jokal in nihče ne bo več žalosten. Sveti Oče, vabiš nas, naj s te mize v veselju Svetega Duha prejmemo Kristusovo telo in kri. Naj nam ta sveti kruh in pijača podelita moč, da bomo vedno bolj dobri tvoji otroci. Gospod Bog, pomagaj našemu papežu Frančišku, našemu škofu Stanislavu in vsem škofom. Pomagaj tudi nam in vsem Kristusovim učencem, da bomo delali za mir in bomo vsem ljudem prinašali veselje. Vsem nam daj, da bomo nekoč živeli s Kristusom v nebesih in bomo z njim, z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom in vsemi svetimi, zmeraj pri tebi. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus,
Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Potrdi v mir in ne vodi popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in krvniš vekomaj. Amen. Gospod mir, bodi vedno s vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemne grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljeni na Gospodovo gostino. Za vse tiste, ki ste doma, vas povabim, da se spet za trenutek ustavimo. V tem trenutku, ko vam ni mogoče prejeti svetega obhajila, da se umirimo, da se v srcu spet zavemo svoje vere in zaupanja, da je Bog prisoten tu, da se Jezusu zahvalimo za njegovo ljubezen do nas in da mu, kot ženino naše duše, izpovemo tudi svojo ljubezen, da ga želimo ljubiti, predvsem pa, da ga želimo sprejeti vase, v svoje srce, v svojo dušo. In ker ne more priti sakramentalno, ga povabimo, naj pride duhovno, naj vstopi v nas, v naše življenje, v naše srce in naj v njem prebiva. Hvala, Jezus, za tvoj objem, za tvoj dotik, za to duhovno združitev s teboj. Ne dovolj, da se ločimo od tebe, ampak nam pomagaj, da ostanemo združeni s teboj pri tebi.
Ljubiti Boga z vsem srcem in svojega bližnjega, tako samega sebe, je več, kakor prinašati daritve. Molimo. Usmiljeni Bog, Tvoja moč naj deluje v nas in nam prevzame dušo in telo. Kar smo zdaj prejeli pri obhraninu, naj v vsej polnosti prejmemo v slavi zveličenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Tisti, ki vam čas dopušča, bo povabljeni po maši, bomo kot vsak postni petek zmolili še križno pot. Kot rečeno, če ne pa nas kliknite kdaj drugič. Gospod z vami In s tvojim duhom. naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala.